Jaz sem Lučka Bibič in sem v zadnjem letu doktorskega študija na univerzi v University of East Anglia v Angliji. In moje doktorsko delo je pa, pač preučujem pajkove strupe in želimo videti, če lahko uporabimo toksine, ki so v tem pajkovem strupu, kot protibolečinska sredstva za zdravljenje kronične bolečine. Trenutno najučinkovitejše sredstvo proti bolečini je morfij. Ampak problem z morfijem je, da ima veliko neželenih učinkov. In v Ameriki je trenutno celo tako imenovana opioidna kriza z opioidi, samo zaradi tega, ker veliko ljudi postane zasvojenih zaradi teh neželenih učinkov, kar je predvsem psihična in pa fizična zasvojenost in pa toleranca. Kar pa jaz želim torej narediti, je pa pač, kar je moja raziskava, moja doktorska naloga, je pa, da poiščemo nekaj, kar strukturno ni podobno morfinu, tako da poiščemo drugo sredstvo za zdravljenje te kronične bolečine, ki bi pomagala tem ljudem. No, in moja doktorska naloga je v bistvu, mi smo se obrnili na pajkove strupe in želimo poiskati toksine v teh pajkovih strupih za lajšanje te kronične bolečine. In moji kolegi na mojem faksu so me tudi, glih zaradi tega, ker sem pač, je to moja doktorska naloga, so skovali eno tako zloženko, da sem jaz Spider-Woman. Ampak glih zaradi tega, ker se ukvarjam pač s pajkovimi strupi. Imajo pa tudi dober smisel za humor, no, moram reči. Torej, pajkovi strupi so v bistvu, lahko si jih predstavljate kot nekakšen koktejl različnih snovi. Glih zaradi tega, ker imamo celoten koktejl, celoten spekter teh substanc, moramo najprej pogruntati, kateri od teh snovi, kateri od teh toksinov dejansko učinkuje tako, da na nek način utiša bolečino prek živčnih celic v našem telesu. In jaz sem specifično se zanimam za stvari v pajkovem strupu, ki zavirajo to bolečino, ki bi pač potem delovali na to tarčo, na ta protein, na tej mikrogliji, na teh celicah, da bi utišali bolečino. Ja, tudi letos sem bila nagrajena z nagrado, ki se imenuje Future Leaders, ki jo podeljuje Ameriško kemijsko društvo. To nagrada je bila v bistvu na različnih področjih, so gledali. Ena izmed teh je del mojega, kaj jaz delam, pa raziskovalni, pa kako si akademsko napreden, recimo. Drugi je pa vse ostale zadeve, ki jih ti tudi delaš v svojem doktoratu ali pa postdoktorskem študiju, kot je recimo ko sem radijske oddaje, ko sem želela res približati znanost širši javnosti, pa podcasti, pa različne delavnice, pa igrico, virtualno realnostno igrico v svojem doktoratu sem naredila, ko se imenuje, ima tako eno zelo zabavno ime, imenovan Bug of Pain. In po mojem, zaradi vsega tega, kar sem naredila v 3 letih, so se pač odločili, da bi mi radi to na nek način nagradili. Pa niso vsi Angleži ali pa pač vsi ljudi, s katerimi tudi jaz delam v laboratoriju, niso vsi naklonjeni medijem, ampak bi pa rekla, da večinoma so bolj naklonjeni medijem, kot pa mogoče slovenski znanstveniki. Pač se mi pa res tudi zdi, da kultura veliko prispeva k tem, pa na nek način so tudi motivirani glih zaradi teh finančnih nagrad, ki jih potem kasneje lahko dobijo iz tega. In pa tega straha ni. Se mi zdi, da ni tega straha govoriti o svojem delu, o znanosti, ampak pride vse tako z navdušenjem se lahko vse pove, ker dejansko znanost je kul. Pač jaz sem ful navdušena na tem, kar delam. In sem ful vesela, da lahko uživam v svojem delu. Ampak ja, bi rekla, da je kultura najbrž tista, ko je meni res pomagala tudi na nek način odpreti vse te komunikacijske ventile, da sem tudi jaz začela spoznavati, da dejansko, če jaz začnem govoriti o tem, kar delam, dejansko se ljudem zdi zakon in se začnejo pogovarjati z mano. In to na vseh teh, recimo, znanstvenih festivalih, ko so igrali pač to mojo virtualno realnostno igrico, so kasneje prišli do mene in rekli: "Oj, Lučka, pa te pajki so pa res super, jaz res nismo vedeli, da lahko to pride do sredstva za lajšanje bolečine." In me potem začnejo spraševati vprašanja, ko so tako relevantna,
da lahko imamo res super pogovor z ljudmi, ki niso znanstveniki in ti dajo drugačno perspektivo, ampak je njihova perspektiva edinstvena. Glih zaradi tega, ker niso znanstveniki. Sama delam sam zaradi tega, no? Zaradi te neke strasti, pa ker mislim, da je res pomembno, da če znanstveniki delamo nekaj za družbo, pa za ljudi, mora ta družba pa te ljudje vedeti, kaj mi delamo.